Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji družinski katehezi, v kateri v tem letu predstavljamo različne skupnosti, skupine, ki podpirajo zakonce na njihovi poti. Ena od teh, ki pravzaprav lahko bi rekli nek unikum pri nas, pa je skupnost Srce, skupnost za razvezane. Nocoj bomo več slišali v tej skupnosti, slišali bomo tudi pričevanje osebe iz te skupnosti. Pozdravljam pa v studiu Radia Ognjišče duhovnega vodja skupnosti Srce, patra Ivana Platovnjaka in gospo Marijo Cigoj. Dober večer. Dober večer. Hvala, ker bosta z nami podelila marsikaj iz življenja ranjenih ljudi, pa tako pogumnih ljudi, da so pripravljeni vstopiti v to skupnost in iti skupaj naprej. Za začetek, pater Ivan Platovnjak, vi ste duhovni vodja, pa bi malo predstavila samo skupnost. Torej, če pogledamo malo v preteklost, so bili ločeni, razvezani, v cerkvi večkrat zapostavljeni, tudi obsojani. Kaj novega, torej skupnost Srce prinaša v cerkev na Slovenskem že vse od leta 2003, ko je bila ustanovljena? Nažalost je to res, kar ste rekli, ne? In je še vedno tudi marsikje to navzoče, da so ločeni, kar malo obsojeni in predvsem so večkrat žene obsojene kot take, da so one največkrat krive, da je prišlo do razpada družine, do razpada svetega zakona, kot pravimo. Zato je bila kar veliko dobrega storjeno s tem, da se je leta 2000 začela ta skupnost Srce, da sta takrat Helena Reščič in Vilma Modrc in potem s podporo jezuitov, še posebej potem Vilija Lovšeta, ki je to prevzel kot duhovni voditelj, da se začeli zbirati z tistih prvih 20 članov, je potem 2018, mislim, bilo že okrog 300 članov te skupnosti, res raslo, tudi so ostale različne skupine po drugih župnijah, dekanijah. Tudi so po 2 letih bili sprijeti, ta skupnost bila sprijeta tudi odbor za družino pri nadškofiji Ljubljana in potem še posebej je bil premik tudi naprej dober s patrom Tomažem Mikužem, ki je 2016 prevzel potem duhovno vodstvo in se je začelo tudi 2017 vseslovensko srečanje, kar se mi zdi zopet bila ena nova spodbuda. Že prej tudi 2010 so spletno stran pripravili, imeli tudi časopise, ob 20-letnici lani se je tudi taka lepa brošura naredila z naslovom Srce. Tako da je marsikaj velikega, dobrega storjeno na tem področju, ampak vse to je gotovo nekaj malega v vso to problematiko, ki jo doživljajo mnogi ločeni. Ta skupnost je namenjena predvsem tem, ki imajo izkušnjo ločitve, ki nosijo v sebi to bolečino, to travmo ločitve in jim želi ta skupnost pomagati, da se soočijo s to bolečino, pa hkrati tudi z novim izzivi življenja, ki jih je ta ločitev prinesla, pa hkrati, da iščejo pot naprej, da vidijo, kako živeti zdaj tudi to novo življenje, ki je nastalo po ločitvi in ki ga ni mogoče več spremeniti. Kakšni pa so cilji skupnosti? Cilji so zelo različni, predvsem je ta podpora ločenim in lahko rekli je ta čustvena, moralna, socialna in duhovna podpora, da dobijo potem tudi eno celostno, osebnostno rast, poglobitev ene osebne vere do Boga, predvsem, da se ne oddaljijo od Boga, ampak da zmorejo vztrajati kljub tej bolečini in da lahko tudi duhovno zorijo. Je tudi ena podpora pri žalovanju, ki je
in nastane pri ločitvi in tudi odpuščanju in spravi, kar ni tako preprosto. Potem tudi podpora pri najdenju mesta v cerkveni skupnosti, da zmorejo videti, da oni smejo ostati člani župnije. Druga, medsebojna odprtost v tej bolečini, tej ranjenosti in tudi podpora medsebojna, da se podpirajo in tudi imajo razna formalna in neformalna srečanja, ki jim pomagajo na njihovi poti življenja. Je tudi pomoč pri reševanju težav, ki nastanejo, lahko tudi pravnih in drugih, da se med seboj podpirajo, in tudi pri vzgoju otrok, ki je velika skrb in velika bolečina, zopet kako so ti otroci in najti tisto pravo razmerje z ex-možem, ženo, da lahko skupaj vzgajata te otroke, da bojo nosili čim manj posledic. Potem tudi en prispevek enih krščanskih zrelosti vseh kristjanov, da se zavedamo, da imamo en zrel, spoštljiv odnos do ločenih, kajti tega velikokrat manjka in nimamo pravih pogledov lahko na to. In tudi spodbujanje, da bi nastale te podporne skupine želujočim na župnijski, dekanijski ravni, kjer se pač le da. Poglejte, nekateri pravijo, da se s tem, ko se sprejema razvezane tudi v cerkvi, zmanjša oznanjevanje o nerazvezljivosti zakonske zveze. Kaj bi jim vi odgovorili? Ja, to je tak na prvi pogled se tako zdi, ampak je to nekaj, kar je potrebno se zavedati, da sprejemanje ločenih tudi v cerkvi, v župnijski skupnosti pomeni, da si nehamo zatiskati oči pred realnostjo, pred dejstvom, da v nekaterih delih Slovenije tudi 50% in večja ločitev zakonov. In da to je tukaj navzoče in da je to nekaj, kar pravijo psihologi, ena najtežjih travm, ki jih lahko človek doživi. In nekaj, kar pušča težke posledice, in te posledice so še večje, če doživljajo, da niso sprejeti, da niso slišani, da so obsojeni od tistih nas, kristjanov, ki naj bi ponazorčevali bližino Boga, ponazorčevali Kristusa, njegov odnos do vsakega človeka, in še tukaj doživijo nekje eno izključenost. In ja, kot da ogrožajo zdaj zakonce, ogrožajo druge, ki smo popolni, brez zavedanja, da pri vsaki sveti maši najprej priznamo svoje grehe, priznamo, da smo vsi slabotni, da vsi potrebujemo odpuščanje, potrebujemo podporo, potrebujemo drug drugega, da bi lahko rasli. In je zato tukaj nekaj, kar ta skupnost, srce in tudi ločeni spodbujajo in prebujajo v nas, da bi gradili tisti pravi odnos do Boga, ki pa je, kot tudi znamo, spostaviti pravi odnos tudi do najbolj ranjenih, kar so ločeni. Ločeni tudi zelo konkretno opozarjajo vse poročene, da ni samo po sebi umevno, da bo njihov zakon obstal. Da je to, da so sklenili in si podelili sakrament zakona, še ni nekaj magično rešeno, ampak je to samo en vir moči, kateri lahko oni živijo, če se bodo vsak dan znova odločali živeti obljube, živeti iz moči, ki jim daje Bog preko sakramenta zakona, iz moči medsebojne podpore in tudi tega spoštovanja do drugih, ki so doživeli to stisko, to travmo ločitve in da nekje so drug drugemu podporo. In predvsem tudi to, da sprejemanje v resnici ne zmanjšuje to dejstvo in pomembnost nerazveznosti zakona, ampak prebuja tisto pravo sočutje, da Bog na nikomor ne obupa, da Bog vsakemu daje novo možnost, da lahko živi svoje krščanstvo in bolj, ko znamo sprejeti te ljudi, bolj pokažemo, da smo res kristjani. Ja. Kje vse pa so lahko vključeni, kje lahko sodelujejo, na kakšen način, kakšna je pravzaprav vloga razvezanih v cerkvi?
Eno, kar je potrebno, da se zavedamo, da ločeni ostajajo člani krščanske skupnosti, naših župniških skupnosti, in da je nekaj, kar je pomembno, tudi da se zavedamo njihovo pomembno vlogo, kar sem že prej malo nakazal. Drugo tudi, da papež Frančišek tudi v tej postsinodalni spodbudi Amoris Laetitia, radost ljubezni, še posebej poudarja, da je pomembno vključevati ločene tudi v župnijsko skupnost, da je potrebno najti in pomagati jim najti način, kako so lahko res živo vključeni, kako lahko živijo svoje krščansko življenje v polnosti naprej, in da so tudi v to vse vključene tudi različne dejavnosti lahko v župniji. Gotovo so različne vloge, ki jih tudi lahko imajo ločeni. Predvsem tudi to, da tisti, ki zmorejo že narediti te korake, da potem v svoji župniji ali dekanijski ravni pomagajo ustanavljati te podporne skupine za žujoče, da se zmorejo izpostaviti, da vstopijo bolj v stik tudi s tamkajšnjimi župniki in da nekje potem skupaj iščejo možnosti, kako dajati podporo tem ljudem, ki so v župniji. Drugo, da lahko tudi so dejavni na karitativni ravni, in potem lahko so tudi veroučitelji, so lahko spremljajo tudi mlade in tudi razne tudi skupine, molitvene, biblične in vse drugo, je možnosti. Gotovo potrebujejo za to tudi izobrazbo, potrebujejo za to tudi to, da lahko so tudi za to usposobljeni, in vendar je prav to, da včasih ta izkustvo ločenosti pomaga mnogim, da na novo oblikuje svoje življenje, da na novo odkrijejo vrednost življenja po veri, vrednost in vir moči življenja z Bogom, da lahko potem tudi to bolj osebno pričujejo in tudi posredujejo drugim. Potem je tudi razne pastoralne dejavnosti, kot so, in se večkrat tudi pozablja, pomen tudi obiskovanja bolnikov, spremljanje bolnikov, spremljanje žalujočih, kar je tudi večkrat čisto pozabljeno. Potem tudi razne pomoči starejšim in razne organizacije župnijskih dogodkov, tako da je mnogo možnosti, tudi glede kakšne talente, sposobnosti imajo, pa hkrati kako je pa tudi skupnost odprta in ne vidi, da bi zdaj to bilo nekaj slabega, če je ločeni človek tudi to dela. Poglejte, na začetku smo omenili, da se skupnost imenuje srce. Kaj vse ta beseda skriva, kaj pomeni, kakšen je njen namen, te začetnice že nekaj izražajo? Ja, tudi tukaj je eno, da sama beseda srce, s pomeni kot skupnost, r razvezani, c pa cerkev, da je to skupnost razvezanih, ločenih v cerkvi, da so del cerkve, da so del žive cerkve. In zato sta tudi v simbolu, ki ga imajo, sta dve srci, in da je prvo večje srce, je cerkev, ki naj bi v resnici ponazarjala to Božje srce, to srce, ki utripa za vsakega, in v tem srcu je manjše srce, so ločeni, ki omogočajo, da to srce je res lahko srce, ker vključuje tudi tiste, ki so ranjeni, ki potrebujejo največ tudi tega sočutja, usmiljenja, potrpežljivosti, razumevanja in podpore. In če tega ni, potem srce ne more delovati, ne deluje prav. Na začetku sem tudi omenila, da ste vi duhovni voditelj, zdaj po ta novem skupnosti, pa me zanima, kakšna je vloga duhovnega voditelja? Gotovo je to tudi pomembna vloga in je še posebej tudi izredno občutljiva in ni tako preprosto uresničevati tudi to poslanstvo. Je nekaj, kar zahteva celega človeka, in kar je pač pri nas tudi težava, da imamo duhovniki, redovniki, ogromno raznih obveznosti in se je težko samo temu posvetiti. Ampak ena, kar je duhovni spremljevalec, tudi če rečemo voditelj, spremljevalec je tisti, ki naj bi bil vir
duhovne, čustvene in tudi moralne podpore posameznim ločenim osebam, ne, da jih pomaga, da se lahko soočajo s temi težavami, stiskami ločitve, ter jim pomaga tudi najti eno pot preobrazbe, ene duhovne prenove in tudi ene vključitve v župnijsko skupnost. Da je še posebna ključna vloga je prav to, da jim pomaga, da ne zbežijo od te bolečine, ki jo doživijo ob ločitvi, ne? Da je tukaj ta proces žalovanja, v katerem se pogosto ne govori in se ne priznava in se beži od tega, ampak s tem v resnici se beži od tega, da bi lahko se preobrazilo, da bi ta bolečina postala tudi vir ene nove moči, novega pogleda na življenje. Potem pa še posebej odpuščanju tudi sebi, možu, ženi, kar ni tako enostavno, kaj šele poti do sprave, da bi nekje zaživela tisti novi odnos spoštovanja medsebojnega, v katerem bi lahko tudi otroci potem doživljali to, da so sprijeti, ljubljeni in da oče in mati ne izrabljata teh otrok, da bi navezovala na enega ali drugega, ampak da bi pomagala, da bi čim manj nosili posledic in da bi čim bolj odkrili, ne, da niso oni krivi, da to ni nobena njihova krivda, ampak da so pač do teh stvari prišlo, kar presega njih in da želita vse narediti, da bi otroci odkrivali vrednost življenja, vrednost tudi zakonske zvestobe in vseh teh vrednot, ki so pomembne in bistvene za življenje in da ne bi v tem mislili, da je to nemogoče, ker pač njuna starša tega nista uspela živeti. In prav tako tudi, da je duhovno spremljala tudi razne skupine, koliko pač je moči, ampak tudi pomaga, da postajajo tudi ločeni čim bolj samostojni, da se zaupajo v tisto zmožnosti, ki jim Bog daje, da lahko oni so res ena dobra podpora drug drugemu, da se lahko v resnici kot te skupine za samopomoč dajo veliko podporo in moč, da lahko vsak izmed njih zori in živi bolj polnosti svoje življenje in poslanstvo. No, pa še to me zanima, koliko pa je teh skupin danes po Sloveniji, na kakšen način se srečujete? Ja, nažalost je teh skupin ne tako veliko druge po Sloveniji. Se je kar začelo pred leti na različnih krajih, ampak je potem propadlo, ker s tem je potrebno pač kar precej tudi delati, spodbujati in vsega drugega. In predvsem je ostala samo v Kopru, drugače pa, kar je največ, je v Ljubljani, ker je veliko raznih skupin in je nekje eno, da so kot celotna srečanja, so lahko pač skupin kot tak je lahko tedensko, mesečno ali po sklopih, drugače pa je ta odbor, ki je nastal skupnosti Srce, je enkrat mesečno srečanje in je čudovito, da med skupaj različnih skupin sodelujejo voditelji, pa hkrati tudi skupaj iščejo, kaj je tisto, kar lahko skupaj naredijo in se podpirajo med seboj. Ne? Da je tudi potem enkrat mesečno srečanje pri Svetem Jožefu, vsak 4. ponedeljek, 15 do 8, je odprto srečanje za vse ločene skupnosti Srce, kot tudi druge, in je določeno predavanje, določene teme, ki se že določijo v jeseni za celo leto. Tako da in je potem to tudi na spletu lahko najdeno in lahko vsak tudi, kar ga zanima, tudi potem pride. Potem je 2-krat letno se tudi pričujejo člani v tem okviru teh srečanj. Potem je tudi enkrat mesečno ob sobotah je tudi organiziran izlet, romanje, tako da se to neko neformalno druženje, ki veliko pomaga ločenim, da začutijo to medsebojno podporo, to, da lahko drug drugemu so res v oporo, pomoč. In enkrat letno se poskuša organizirati tudi duhovne vaje, duhovni vikend za pomoč, kot tudi drugi razni programi. Poleti so tudi
3 tedni počitnic, organizirani v različnih krajih, tako da lahko pridejo ti, ki so v skupnosti srce, kako tudi drugi, in tako tudi mnogi pridejo k tej skupnosti. V Ljubljani sami je pač to, kot sem rekel, to srečanje enkrat mesečno v ponedeljkih, drugače pa tudi 12-koračna skupina srce za okrevanje po razvezi je vsak ponedeljek od 19:45 pri Svetem Jožefu v Ljubljani, ki se začenja v jeseni in potem pač nadaljuje. Potem je senior skupina, kjer so tisti, ki so že starejši, ki nimajo več pri sebi otrok in vse to, in so si tako potem tudi z novo izkušnjo v oporo. Potem je tudi skupina za pare, ki imajo izkušnjo razveze, se pravi, ki živijo skupaj po ločitvi in se tako med seboj podpirajo. To imajo vsako prvo soboto ob 19:30 pri Svetem Jožefu. Potem je pa še skupina Divorce Care ali pa skrb za ločene, ki je prav tudi kot izobraževanje, tudi tako, tudi podpora. Tako da so različne stvari, ampak so bolj v Ljubljani. No, zdaj bomo prisluhnili še zgodbi, ampak preden gremo, bi vas samo še to vprašala, mogoče kakšen poseben načrt za naprej. Gotovo je že vse to, kar ste našteli, res veliko in ogromno programov, ampak je mogoče še kakšna stvar, ki bi jo izpostavili? Kar bi izpostavil, se mi zdi, da je potrebno tudi tej pastorali naše katoliške cerkve v Sloveniji prebujati to zavedanje, tudi kakšno mesto, vlogo imajo ločeni in kako pomembno je tudi, da vzpostavljamo tisti evangeljski odnos do njih. Da je potrebno tudi, se zdi, da eno pomanjkanje izobraževanja tudi bodočih duhovnikov, kot tudi pastoralnih delavcev, da bi se zavedali vse problematike tudi v delu z ločenimi. Da je tudi potrebno preseči to, da bi tudi verniki se zavedali, kaj pomeni biti ločen, pa ne ponovno poročen, da bi pač poročeni bili, brez da bi prišlo do ničnosti zakona, da se te stvari, da lahko prijemajo vse zakramente, kajti nekateri mislijo, da niti zakramentov ne smejo prijemati. Se pravi, da tudi celo občestvo treba informirati o tem, te brošure tudi dati, vse to, da se lahko izobražujejo. Da postanejo res župnije ene odprti, spremljajoči prostori, varni prostori za ločene, da jim ne povzročamo še dodatnih travm, še dodatnih stisk, ampak da lahko začutijo to bližino Boga preko drugih vernikov in skupnosti. Da je treba zato nenehno tudi izobraževanje, in da je potrebno tudi, da župnijska skupnost, pa župnija in pastorala omogoča tem ljudem tudi ta proces žalovanja, proces odpuščanja, sprave, to, kar najbolj potrebujejo, predvsem pa res bližino, začutiti to bližino. Seveda ta skupnost srce je kot taka, da bi bolj bila prepoznavna, da bi se več tudi o tem dalo na razne možnosti, o tem govorilo, da je tudi se širijo te skupine, podporne skupine v Sloveniji, da se na novo zopet začne to, kar je nekje omagalo se, da ne ostaja samo pač tukaj Ljubljana, pa Koper, in tudi kako pomaga tudi kot skupnost tem družine ločenim v vzgoji otrok, ne, da ti otroci ne bi bili prikrajšani za tisto, kar so, zato ker je prišlo do ločitve. Predvsem pa, da bi ob vsem tem res postajali bolj podobni Bogu Očetu, ne, ki je poln usmiljenja do vsakega, katerega ljubezen nikoga ne izključuje, in da bi živeli res Kristusa in spostavljali ta Kristusov odnos do teh ločenih in jim tako pomagali, da lahko odkrivajo svoje dostojanstvo in odkrivajo tudi novo možnost, da zaživijo polnost svojega življenja. Hvala vam, pater Ivan Platovnjak, res za ta vpogled, tudi dragocenost tega spremljanja ljudi, ki so doživeli to rano razveze, ločenosti. Zdaj pa res, kot sem obljubila, torej k zgodbi, gospa Marija Cigoj, vi imate za seboj izkušnjo razveze, pa bi šli mogoče kar skozi vašo zgodbo, kako se spominjate vajinih začetkov z možem?
Ja, dober večer tudi v mojem imenu in lep večer tudi za tem našim sodelovanjem. To se pravi, na začetku srečala sva se v festivalni dvorani, kamor smo študentje ob sobotnih večerih zahajali na ples. To je bilo moj prvi ples in za naslednjega niti nisem imela želje, da bi šla, pa so me prijateljice pregovorile in sva se zopet srečala za bodočim možem. In tako se je začelo. Najino življenje se je začelo s plesom, malo drugačnim plesom se je končalo. Ampak vmes je še zgodba. To se pravi, po 4 letih poznanstva sva se poročila, v zakonu sem rodila 3 otroke in prvih 15 let smo lepo skupaj živeli, potem pa so se začela pojavljati nesoglasja in nerazumevanja. Vsak od naju se je odmaknil na svoj breg in nisva se več slišala. Kaj pa je potem zaznamovalo vajino razvezo? Kaj je bil povod zanjo? Mogoče kako gledate na čas pred razvezo in po njej? Ja, jaz pravim temu, da so bilo to svinčeni časi. Že kmalu po skupnem življenju sem zaznala, da je mož postal večni iskalec. Iskalec česa? Ves je bil nemiren, tudi njegovo spanje je bilo nemirno. V ene izmed pogovorov sem izvedela, da je imel težko otroštvo in težko mladost. Pri iskanju mu je v roke prišla revija Aura in ni je več spustil iz rok. V reviji je očitno našel tisto, kar je iskal. Predlog za zdravega prehranjevanja in za pravilen način življenja je bilo polno v tej reviji. Postal je vegetarijanc, vegan, prehranjeval se je le z nekuhano hrano. Način zdravega prehranjevanja je prestopilo mejo zmernosti s časoma in postala je obsesija in odvisnost. Strokovno so temu rekli ortoreksija. Zelo je shujšal in na videz se je umiril. Njegovo telo se bo samo uredilo in poskrbelo za idealno težo, tako je odgovarjal na mojo skrb za njegovo zdravje in za zdravje zakona in družina. Tako se je začel ukvarjati s seboj, da je spregledal, da smo poleg še otroci in družina. Sledenjem vseh teh novostih je zašel v New Age. Takrat v tistem času se o tem še ni nič govorilo. In ko sem o tem spraševala trgovino pri frančiškanih, so mi dejali, da naj kar poprašam patra Polikarpa, ker zato kaj več ve. To se pravi, že zdaj pokojni pater Polikarp je na to odgovor, na to vprašanje, kaj je New Age, samo dejal, da naj molim za moža, da on, pater Polikarp, pa bo zame molil. Še danes sem mu hvaležna za te njegove molitve. Med vsem tem pa sem zaznala, da moj mož vedno bolj prijateljuje z drugo žensko. Kako je to spoznanje zabolelo? Čakala sem, da sam prizna novo zvezo. Pa ni, samo odšel je. Kakšni občutki so vas takrat prevevali, ko vas je mož zapustil? Ja, ko se je mož odločil in odšel, sem je podrl svet. To je bilo takrat nepričakovano, čeprav je vse kazalo na to, da bo do tega kmalu prišlo. Da sem lahko preživljala družino, sem morala se razvezati, da sem se lahko tudi finančno osamosvojila. Obločitvi se je vse obrnilo na glavo, kot da bi bomba treščila v naša življenja. Veliko reči je bilo potrebno začeti znova oziroma drugače. Ostala sem sama s 3 otroki, prizadeta sama in vsak od otrok je bil ranjen na svoj način. Kje ste pa našli sploh moč, mogoče kakšno oporo, da ste šli naprej v teh trenutkih? Upregla sem se v življenje, ker druge rešitve trenutno na začetku ni bilo. Kje iskati pomoč, to je bilo tisto vprašanje čist na začetku. Ob razpadu zakona se namreč razrahljajo marsikatere vezi z družinskimi prijatelji, sorodniki, znanci. Hvala Bogu, da sem se zanesla na razumevanje mame, brata in sestre ter njunih družin. Že to, da so nas sprejemali in skušali podpirati v naših stiskah, nam je veliko pomenilo. Zakaj pa ste se, gospa Marija, odločili ostati zvesti poročni obljubi, kljub temu, da jo je vaš mož prelomil?
Pred več kot 40 leti sva pred oltarjem Bogu in drugemu obljubila v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju vse dni svojega življenja. Ko sem iskala poročni list, sem prebrala tudi ponovno Župančičeve verze z dokumenta civilne poroke in se v polnosti začela razumevati te besede šele takrat, ko je razpadel zakon. Župančič je zapisal: samo kar diha, hrepeni in ljubi, trpi in upa, kar se v strasti vije, kar v radosti, ko se razdaja, sije. Ko je mož odšel, sem se tudi zaradi teh besed odločila, da tudi po ločitvi vztrajam pri svoji poročni obljubi, ki sem jo dala pri poročnem obredu. Mož je sicer tudi obljubil zvestobo v sreči in nesreči in vseh teh dogodkih, ampak pač te obljubi se ni držal, in ker je poroka, ker je zakon podelitev drug drugemu, je tudi odločitev, a se te podelitev oziroma te obljube držiš ali ne. Tako sem ostala sama oziroma zvesta. Ta zvestoba pa ni tako samoumevna, je tudi trpljenje. Pa sem pomislila, da je tudi Jezus prostovoljno odločil se za trpljenje, ki mu ga pošilja oče, da trpel je na križu in umrl. Tudi ločitev je smrt zakona, odnosa. Trpljenje pa, hvala Bogu, nima zadnje besede, saj po križu pride vstajenje. Kako ste si pa praktično organizirali življenje? Gotovo je bilo tudi z finančnega in tudi z vseh ostalih vidikov težko ostati sama s 3 otroki. Ja, tako. Bo, kot sem že prej rekla, bomba je raznesla vse naše življenje in treba se je bilo čisto na novo organizirati. Za vse, to se pravi otroke, šolo, vzgojo, preživetje, stanovanje, finance, sem ostala sama. In kje spet se sprašujem, kje iskati pomoč. Ker sta bila starejša otroka po najini ločitvi že polnoletna, se Mila lahko prepustila oziroma zaupala določena opravila. Najmlajša pa je bila pri 16 letih najbolj ranjena in zaprta v svoj svet. Tako je sin prevzel plačevanje položnic za stroške hiše. Srednja hči je svojim veselnim značajem poskrbela, da je življenje teklo naprej. Dogovorili so se, ker sem jaz mogla v službi tudi marsikatero drugo nalogo sprejeti, da sem dobila tudi malo več financ, smo se določili, da od nas 4 vsak en dan v tednu prevzame kuhanje, da ostale dni pa pokrivam jaz. Sin je s tem poznal, da so stroški hiše pomembna postavka in je razumel, da je potrebno varčevati s financami. Nad vsem tem pa sem bedela jaz, da otroci ne bi omagali. Ja, kot ste rekli, ste si opravila razdelili, ampak vendarle, kakšne posledice pa so bile na otrocih? Ja, če je le možno, glede na situacijo in glede na starost otrok. Moji so bili še vsi po eni strani v šoli, ampak bili so pa že tako veliki, da jim je bilo potreba zaupati in se z njim pogovarjati najprej. Ker otroci znajo preceniti, kaj se dogaja v času pred in po ločitvi. In če jim ne govoriš v resnici, če jih zavajaš ali to lažeš, čeprav z namenom, da bi jim prihranjal težave, jim ne pomagaš, lahko pa izgubiš njihovo zaupanje. No, potem pa ste se vi srečali s skupnostjo Srce. Kako pa je to potekalo? Ja, kar naenkrat sem ugotovila, da sem se zaradi vsega dogajanja okoli razveze in ločitve začela zapirati vase. Zgubljala sem stik z okolico in družbo. Ko sem začela zavedati obstoječe situacije in razčiščevati svoje občutja in osamljenosti, zavrženosti in občutka nevredne ljubezni, sem ugotovila, da vse te zmešnjave ne bom mogla rešiti sama. Da potrebujem nekoga, ob katerem bom ubesedila in razčistila svoje občutja in si znova naravnala kompas svojega življenja v pravo smer. V taki situaciji, jaz temu pravim v božji previdnosti, sem v tedniku Družina zasledila podatek o skupini razvezanih v cerkvi, skupini Srce.
Ker sem v razvezi začutila tudi močno bolečino zavrženosti krščanskega občestva, me je toliko bolj nagovorilo, ker je skupina Srce organizirana v okviru katoliške cerkve. Skupina je bila ustanovljena leta 2003, zdaj tudi zaradi otrok se mi je zdelo, da se moram začeti vključevati izven družine. S tem sem jim razbremenila skrbi zame. Skrbeli jih je, kje sem, kaj počem, sem preveč sama, sem preveč žalostna, ker sem recimo za Silvestrovo sama in tako naprej. Obenem pa se mi s tem kazala pot, da je potrebno znova zaupati drugim in se družiti in s tem bogatiti. Tako smo vsi skupaj počasi začeli verjeti in zaupati vase, da zmoremo in da imamo pravico zaživeti svoje življenje. Kaj pa je za vas pomenilo? Kako je bilo doživeti to, da ste se srečali z ljudmi, ki imajo podobne stiske, podobne rane kot vi? Ja, ko sem leta 2004 začela zahajati v skupino, sem srečala sebi enake ljudi, ranjene in zavržene, vsakega svoje bolečo zgodbo življenja pred in po ločitvi. Z ljudmi s podobnimi težavami občutji sem se pogovarjala in izmenjavala misli, občutja in dogajanja, povezana z razpadom zakona in novim načinom življenja. Takratni duhovni vodja, pater William Lavše, nam je energično dopovedoval, da je Bog tudi vsakega od nas razvezanih poklical po imenu, da nas Bog ima rad, ne glede na to, kar se nam dogaja. Skupina Srce je začela enkrat na mesec organizirati predavanje o nam zanimivih temah. Tudi teme in predavatelji, ki smo jih povabili na skupino, so nam pomagali in prispevali k duhovni rasti in zdravemu gledanju na življenje. Po zaključku formalnega dela tega srečanja pa je sledil še pogovor in čas za združenje. Še zlasti pa se mi zdi pomembno druženje na duhovnih vajah, romanjih, izletih, ko z nekom hodiš in premaguješ strmino, tudi beseda, ki udejanja bolečino in skrb, spontano teče. Pletejo se prijateljski vezi in občutek, da nisi več sam, da vedno lahko pokličeš koga, ki mu lahko preprosto poveš: danes, ta trenutek mi je tako težko, in razumel te bo. Pomembno pa je bilo, da smo se kljub težkim situacijam znali tudi veseliti in uživati v druženju. Ja, gotovo v teh obdobjih, v teh stiskah se prepleta paleta čustev, tudi obsodb ob ločitvi. Kaj ste vi doživljali, kako ste se s tem spopadali? Ja, kaj pa širše občestvo? Kako bolijo te nalepke, ki jih ljudje lepijo ali pa lepimo drugim. Ni znala, ni potrpela, ni razumela. Vsak ima svojo zgodbo, zgodovino in sedanjost, ki jo ne poznamo. Marsikdo si po ločitvi ustvari novo družino, različna so pota Gospodova. Namesto da obsojamo in se ukvarjamo s krivdo, sprejmimo in spoštujemo drug drugega, molimo za mir v srcu in med ljudmi ter za zdravo pamet na vseh nas. Dopustimo, da Sveti Duh veje med nami in nas povezuje v Gospodu. Kot smo že rekli in večkrat slišali, nocoj je bila skupnost Srce ustanovljena leta 2003, vi ste se ji pridružili že leto kasneje. Mogoče, kako potekajo ta srečanja, kaj vam pomenijo? Ja, ob ustanovitvi skupine razvezanih v cerkvi je skupina štela 20 članov, kot je tudi razložil pater Platovnjak. Število pa se je hitro povečevalo, kar je potrjevalo, kako pomembno je druženje ljudi s podobno izkušnjo. Pri okrevanju in duhovni rasti nam je veliko pomoč medsebojna pobora in druženja, kot so redna srečanja, predavanja, izleti, letovanja, razna praznovanja. Ker se je število članov kar vztrajno povečevalo, ni bilo več prostora, tako kot na začetku, ko je bila skupina majhna, za podelitev osebne izkušnje in za empatično poslušanje posameznika, izgubil pa se je tudi občutek varnosti. Tako so začele nastajati nove skupine, ki so delovala vsaka po svojem programu, vse pa v okviru prvotne skupine Srce.
Zato se je ta prvotna skupina preimenovala v skupnost srce, ki je povezovala posamezne skupine. Zdaj, tako kot je pater Platonak povedal, je to skupnost srce, ki organizira skupna srečanja, predavanja in vse skupne dogodke, ki se jih udeležujejo vsi posamezniki različnih skupin in tudi tisti, ki se pač vidi nagovorjen oziroma čuti nagovorjen v tej skupini. Skupnost vodi tako imenovan odbor, ki vključuje vse vodje posameznih skupin in druge izmed članov skupnosti. Potem je skupina za okrevanje po razvezi, ki sledi duhovnemu programu 12 korakov anonimnih alkoholikov, skupina seniorjev. Ko se je povečevalo število razvezanih, se je tudi starostna struktura začela spreminjati. In kakšne od starejših, ko smo bolj tako, je rekla, ne morem več tega poslušati, ker smo že preraslo tisto prvotno fazo, ko samo da usta odpreš, jokaš. Zaradi tega se mi je zdelo, da je treba tudi za starejše, ker so počasi se začele oddaljati od te skupnosti, poskrbeti. Ker z starjanjem postanejo tudi druge težave nastajajo. In če si sam, ker velikokrat se tudi otroci odločijo, se osamosvojijo, se poročijo, tako da tudi starejši ostanemo sami. Potem dobivamo vnuke, pa v starosti prihaja tudi bolezen. In ko ugotoviš, da je ena zbolela, da ne more v trgovino, da si ne more kuhati, potem se organiziramo in ena nabavlja za to, druga prinaša kosilo, večerjo, tako da je tudi zaradi tega ta skupina zelo pomembna. Ker z otroki ne moramo se pogovarjati o naših težavah, ker danes imajo otroci toliko skrbi že zase in za svojo družino, da jih mi ne smemo obremenjevati še s svojimi težavami, lahko pa se pogovarjamo v skupini seniorjev. Potem je skupina za pare, tiste, ki imajo izkušnje ločitve, pa ponovno vezo. Tle se mi zdi, da smo v srcu zelo tako hvaležni tudi papežu Frančišku, ker je za to radost ljubezni tudi marsikaj v prid, če rečem, ločenih, sploh pri ničnosti zakona so se stvari majhno omilila. Prej je bilo to praktično tako kot v civilni razvezi, ker še enkrat podoživljaš vse stiske, vse tiste. Težko pa nekomu poveš, ko ne ve, kako izgleda v okviru ene družine, ko se nesporazum razvije v tudi fizično nasilje. Potem so še te tečaji po programu Divorce Skrb, to je skrb za razvezane, ki je mogoče tisti del programa, ki je za začetek še najbolj tako priporočljiv za tiste, ki so po razvezi in se želijo vključevati v skupino. Potem je še skupina pri Svetem Marku v Kopru. Zdaj v času našega širjenja je bilo kar nekaj skupin že po Sloveniji. V Celju, v Mariboru, na Otočcu, tako veliko teh skupin, ampak nažalost je tudi COVID preprečil, da bi se skupine sodelovale oziroma združevale fizično. Nekatere so sicer po Zoomu začele delovati, ampak to ni tisto, kot je oseben stik in počasi so te skupine zamrle. Res pa tudi je, da Ljubljana razmeroma dostopna, tudi vse, kar se v skupnosti srce dogaja, je tudi na Zoomu, tako da je vse to dostopno tudi tistom, ki so oddaljeni, ki se ne morejo voziti v Ljubljane, ki nimajo varstva otrok. Skratka, skušamo poskrbeti za vse tiste, ki imajo pač določene težave s tem, da bi prihajali v Ljubljano. Zdaj, se mi zdi, da je zelo pomembno za ustanavljanje teh skupin to, da smo začeli z sodelovanjem z Uradom za družino tudi organizirati vse slovenska srečanja razvezanih v cerkvi,
tako da se je tudi v širskem slovenskem prostoru začelo pogovarjati o razvezanih in o njihovi poti na tej poti razveze. Gospa Marija Cigoj, pa če se vrneva k vaši zgodbi. Dolga leta ste vztrajali v prostovoljnem celibatu, kot ste rekli. Kaj pa vam je to prineslo? Ja, kako sem lahko živela svoj neprostovoljni celibat? O tem smo se tudi pri skupinah že velikokrat pogovarjam, ampak recimo moja zgodba. Pred Bogom sem pri poroki obljubila v sreči, nesreči, v bolezni in zdravju vse dni svojega življenja. Svojega moža sem imela rada, z njim sem se zato poročila in v srcu ostaja nekaj lepega, toplega, nežnega, ne znam razložiti, s tem pa mir in spokojnost. Pomemben del mojega naših življenj je zaključen. Naučili smo se, kaj boli, rani, zato smo dolžni delati za mir in dobro med ljudmi. Moja poročna obljuba je ostajala do smrti moža. V tem času sem odkrivala, kaj pomeni biti zvesta možu, ki me ne ljubi. Pomeni odpuščanje, prevzemanje odgovornosti za svoj delež, vzgoja otrok brez zamer do očeta. Odločitve naprej vem, da ljubezen ni samo nekaj lepega, navdušujočega, da ljubezen tudi zaboli, da rani in žalosti in veš, da to ni prava ljubezen. Kaj je ljubezen? Ljubezen je odločitev in vztrajanje na tej odločitvi. Trudila sem se živeti po Božji besedi v položaju, ki si ga nisem sama izbrala. Ampak tudi to je življenje in za življenjem je vstajenje. Molim za dar Svetega Duha, ki nas povezuje v Gospodu. Pa ste imeli kdaj občutek, da vas je Bog zapustil na tej poti? Mogoče sem se bolj ukvarjala s tem, da sem ob stiski in trpljenju spraševala, zakaj je ravno mene to doletelo. Pa me je takrat takoj prešinila misel, a si mislim, da bi moralo trpljenje doleteti drugega, morda celo mojim otrokom. Ah ne, Gospod, sem rekla, sprejmem, kar pošiljaš, naj bo Jezus moja pot, resnica in življenje. Zakaj pa ste lahko hvaležni v življenju? Ja, jaz pravim, da je hvaležnost moj način življenja. Tudi na preteklost gledam s hvaležnostjo. Bog, kje si, sem neštetokrat klicala Gospoda, da vstopa v naš odnos, beračila za pomoč, saj si sama nisem več znala pomagati. Pa vseeno se je zgodilo, mož je odšel in sama sem morala preživljati družino. Nikoli nisem nikogar videla pri maši jokati. Jaz sem pri vsaki maši jokala, ko je pred obhajilom nisem vredna, sem izgovarjala, nisem vredna, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Za to besedo sem res beračila. Ja, hvaležna sem Bogu za spremstvo in pomoč, čeprav jo v tistem trenutku nisem zaznala. Sedaj pa vem, da bi se lahko marsikaj zgodilo drugače, če našega Gospoda ne bi bilo poleg. Vesela sem otrok, ki so se nam rodili v zakonu. Že zaradi njih moj zakon ne more biti napaka. Pa ste uspeli možu odpustiti? Vsak ima svojo težko zgodbo, po večini pa smo vsi zaznamovani stisko in bolečino zavrženosti in osamljenosti. Res pa je, da čas spreminja odnos do tistih dogodkov. Pri 70 sem z časovne distance na stvari gledala drugače. Postaneš bolj mehak, prizanesljiv. Rane ostajajo, ne krvavijo pa večno. Postanejo poveličane rane. To moramo doseči, se s tem osvobodimo sebe in otroke. To pomeni, da okrevaš po ločitvi. Ko v cerkvi poslušam stavek o podobi naša srca po svojem srcu, sem se spraševala, kaj pa to pomeni. Prišla mi je misel,
Jezusovo srce krvavi zaradi naših grehov, pa vseeno ne izloči nobenega iz svojega srca. Tudi moje srce krvavi zaradi ločitve, pa sem žal vseeno obdržala v svojem srcu. Kako pa danes otroci doživljajo vajino razvezo, njegov odhod od doma? Ja, res je, otroci so največja žrtev razveze in ločitve. Takrat sem se zavedala, da so otroci ranjeni, da pa ob ločitvi marsikaj še niso razumeli. V pogovoru z njimi pa sem poudarila, da je potrebno spoštovati starše, dejanja pa so tista, ki jih lahko obsojamo in razčiščujemo. V življenju pridejo različne preizkušnje. Nekje huda bolezen, smrt, izguba, pri nas je bila to ločitev. Otroke sem prosila, da ne pozabijo, da pri Bogu ni nič nemogoče. Bolj se znaš zahvaljevati za vse prejeto, močnejša je želja po Bogu, po Gospodu in njegovi pomoči. Gospa Marija Cigoj, zdaj ste že vdova tudi 1 leto. Kako pa živite to obdobje življenja? Ja, 20 let sem živela sama, aprila 2003 pa sem dočakala 45 let zakramenta svojega zakona, dan prej se je mož poslovil z tega sveta, žal pa se z njim nisva poslovili mi, njegova družina. Vsi skupaj nismo uspeli do konca ne predelati tega, kar se nam je dogajalo. Preveva nas mešanica zmešnjava čustev. Mislim pa, da smo možu in očetu skupaj vse hudo odpustilo. Bog vse obrne v dobro. Molila sem zanj z mislijo, da se morda sploh ni zavedal, kaj je delal. Imel je težko otroštvo od spočetja dalje. Ni znal predelati vseh težav tega nahrbnika iz otroštva. Naj počiva v miru. Hvala vam res za to, kar ste podelili z nami. Mogoče še kakšna misel ob sklepu? Ja, za zaključek bi mogoče prebrala misel svete matere Tereze, svetnice malih poti, ki mi je pomagala pri okrevanju. Vabljeni Bogu, da si točno na tistem mestu, na katerem moraš biti. Ne pozabi neskončne možnosti, ki jo vera daje. Uporabi te darove, ki jih dobivaš, in posreduj ljubezen, ki jo imaš. Bodi zadovoljen z vedenjem, da si otrok Božji. Naj se ta prisotnost vpije v tvoje kosti in dopusti svoji duši svobodno voljo, da poje, pleše, slavi in ljubi. Veliko sem brala in poslušala takih misli. Tudi na Radio Ognjišče, v družini in v drugih revijah s podobno vsebino. Vse to je pripomoglo k duhovni rasti in postavljanju življenja v realne okvire. In še zadnjo zahvalo patrom jezuitom, ker so v tistem času, ko se z nami razvezanimi ni nihče ukvarjal, sprejeli nas v medse in tudi omogočali, da smo bili tam pri njihovih prostorih, da so nam predavali, da so nas sprejemali in iskrena zahvala za vse to. Hvala vam, gospa Marija Cigoj, da ste odprli svoje srce tudi našim poslušalcem, da ste podelili z nami vašo zgodbo. Hvala vam, pater Ivan Platovnjak, za vaše dragoceno delo in da ste nam predstavili skupnost srce. Želim vama obema lep večer še naprej in veliko blagoslova. Hvala. Ja, hvala. Lep večer naprej s pogumom. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Če oddaje niste uspeli v celoti slišati, ji lahko prisluhnete tudi v našem audio arhivu. Pripravila pa sem jo Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej. Na Radiu Ognjišče ste poslušali Družinsko katehezo.